Spoštovani, na nocojšnji 192. Zoom, naše skupno srečanje, naše druženje, seveda želim, da ne ostanemo na enem mestu, tam, kjer smo začeli leta 2021, 1.1.2021, zdaj smo 2025, ne? Da gremo naprej in sem s to mislijo, ki me je spodbudila, bi jo podelil nocoj z vami pred začetkom. To je misel John F. Kennedyja in sicer takole je zapisal, dobesedno bom prebral. Sprememba je zakon življenja in tisti, ki gledajo samo na preteklost ali samo na sedanjost, bodo gotovo zgrešili prihodnost. In veste, mi je dalo misliti. Dalo mi je globoko misliti pred par meseci, ko sem se začel ukvarjati lansko leto seveda z ZUP-om in s tistim zakonom, kjer sem en mesec sedel zraven in sem se s tistim ZUP-om v tistem mesecu precej spremenil, precej naučil. Znanje zelo poglobil. Vse tisto, kar smo nekaj let lovili skupaj, se učili že na staro podlago, ne? Se mi je odprl nek kanal, kjer zdajle naredim stvari tako hitro in jih moram narediti, ker ko se to odpre, je treba narediti. In ko stvari zdaj grejo naprej. Verjamem, da če ne ujameš trenutka, izgine. In prosil sem doma za razumevanje, prosil sem tudi vas za kakšne torke, da sem to zgeneriral in zdaj gre proti koncu ta priprava, ta predlog za društvo Belis, za ta aneks, ki ne bo samo aneks, ampak bo kar nekaj aneksov. In za vsak aneks bi želel, seveda ga dajem en mesec naprej, zato sem tudi toliko priden, zaseden tukaj. Nekoliko že rabim malo več gibanja, malo utrujen, ampak ne zato. In mi je v veselje, da stvari tako uspevajo. Včeraj, ko sem predsednici društva pokazal to zadevo, je kar strmela, ni mogla verjeti. Seveda me ne more slediti, ker ima svoje obveznosti, jaz pa tudi. Ampak vam povem, lep je občutek. Samo še ena stvar pride in potem imamo cel regal sestavljen. Regal, ko rečem regal, s tem mislim veliko predalov in v vsakem predalu bo stala svoja stvar. Zakaj? Zato, ker v statutu, našem statutu, kjer so splošne stvari, to je kot ustava, ki je tako generalna, tako splošna. Na toliko načinov se jo da interpretirati in zdaj smo to dali v nek okvir. Ampak ta okvir je zelo pomemben, zato ker nas ščiti pred napadi države. Točno veste, kakšna je situacija. Veste, kaj se zadnjih 5 let dogaja? 6, 5, 6. Ne? Že prej se je dogajalo, ampak nismo bili toliko pozorni. Sedaj pa, ko smo pozorni, veste, me je pa ta misel posebej poglobljeno spodbudila, da sem začel te stvari za vse nas. Najprej zase, za mojo družino, pa za prihodnost mojih otrok, sporedno s tem za društvo. In potem, veste, naša država deli društva na društva z, kako rečejo, ta društvo pa dela v javnem interesu. Ono društvo pa ne dela v javnem interesu. Tretje društvo pa ne vem kaj, ne? In so celo v društvu napisali zakon. Ljudje božji. Mi imamo v ustavi, da je združevanje javno in vsako društvo, ki se zbere, dela v kakšnem interesu? V javnem interesu. Zdaj pa, če vlada to reče ali ne, ne more preko ustave se postaviti. Ne more neko ministrstvo, ki ga zakon postavi preko ustave, ustavnemu določilu, ki zagotavlja svobodo združevanja in svobodo govora in po 44. členu ustave tudi seveda sodelovanja z državno upravo, reči, kaj je javno, pa kaj ni javno. Mislim, strahota, kako daleč spoznavam stvari, ki mi prej sploh niso na kraj pameti padle, zato ker smo 30 let bili v programirani in so nas z besedami uročili. In drugače razmišljati je bilo bogokletno, ne? Se pravi, če si imel društvo in ti ministrstvo ni dalo denarja in ni reklo, ti si pa društvo v javnem interesu, si mogel biti tiho.
Smešno. Veste, vseh 20 ministrstev, če bo katero gledalo, vam sporočam, vtaknite se vi vaš javni zakon za društva, veste, kar v vaše celice. Društva delajo v javnem interesu od prvega do zadnjega, zato se združujejo. Okay? To za začetek. Za en tak uvod iz mojega srca, ker včasih mi kakšne besede kar pogrejejo. In zdaj bi pa kar za uvod začel, da se ne bom preveč zagovoril. Podelil bom z vami tole slikco, ki sem jo že prej. Evo, upam, da se vidi. Torej, gre za pomembnost klasične kulture in digitalne etike in to je tudi namen, v katerem smo se nocoj srečali. Jaz sem prav vesel, ampak še preden začnemo, bi se najprej rad zahvalil naši Teji. Poglejte, to je zapisnik, ki ga je pripravila. Poglejte, koliko nas je bilo zbranih prejšnji teden, skupaj live in tukaj v studiu, plus na Zoomu. Tako da sem izredno vesel, kajti v teh časih to ni majhna številka. Ena gospa, veste, ki dela v računovodstvu, je bila na enem sestanku in je rekla, gospod Mihajl, moram vam povedati, smo se računovodkinje pogovarjale med seboj in ne samo jaz, ampak tudi druge ugotavljajo, da je od 5, 10 do 15 do 20 društev vsak teden izbrisanih v Sloveniji. Zdaj pa, če to vzamete v neki let in če država društva tako uničuje, oziroma deli ljudi, oziroma jim jemlje, ne vem, ali sredstva, ali pomen, ali jih omejuje, ker to, veste, podtalno omejujejo. Seveda je to vse z namenom digitalizacije. Ker če pri 20 ljudeh en reče, glejte, država počne to, pa to ima 20 ljudi informacijo in to je društvo. Če društva ni in če en reče doma, so to 3. In to je bistvena razlika, se bistveno počasneje informacija širi. Imajo svoj sistem. Tako da, evo, Teja, draga Teja, hvala ti za zapisnik in vse vas vprašam zdajle v našem društvu, ima kdo kakšno pripombo, ko ste zapisnik prebrali na ta zapisnik našega prejšnjega srečanja. Tukaj je kakšna pripomba, ne? Na Zoomu? V redu, ni pripombe. Sklepam in sprejemamo sklep, da je tudi ta zapisnik z dne 1. februarja 2025 sprejet brez pripombe in se vam zahvaljujemo za to zaupanje, tudi ta zapisnik bo šel v arhiv. In evo, ko ga damo v arhiv, začnemo z novim, ne? Ok, gremo z novim naprej. Današnja vsebina, spoštovani vsi, ki ste zbrani in ki ste se zdaj spet na novo priključili, dober večer želim vsem. Imamo v 6 točkah, to je program, ki smo ga poslali. Ta program ima nocoj uvod v društvo, izpostavljanje digitalnih izzivov, potem France Prešeren kot umetnik in inovator, kot vidite na zaslonu, predlogi za novi pravni red. To bo zanimiva tema. Pojav društva Belis skozi ta novi red malo močneje in pa seveda potem sklepne misli. Pa gremo lepo po vrsti. Uvod v današnje srečanje društva Belis. Se pravi, srečanje danes je sklicano za razpravo o kulturnem pomenu Franceta Prešerna in za obravnavo nujnih izzivov, ki jih digitalna etika prinaša v današnji družbi. Cilj je združiti vse nas, sodelovati v smiselnih razpravah in ohranjati naše kulturne dediščine in zagovarjanju pravic posameznika. Predvsem pazite, zbrali smo se zato, da si povemo, kaj se drug drugemu dogaja, zato da potem vemo ravnati in si pomagati. In to je smisel združevanja. Če nas ločijo, oziroma nas dajo narazen, si mi ne moramo več povedati. In ne vemo, kaj se z našim sosedom dogaja, z našim sorodnikom, z našim prijateljem, ali pa s članom društva, ali pa z državljanom. In mi se moramo držati skupaj in biti povezani, če hočemo obstati in preživeti v tem času, v tej dobi. Če glih zgleda mogoče zdaj lepo, verjemite mi, da ni. Prešernov dan
Pa gledajte, danes slavi to moč govorjene besede in bistvo slovenske kulturne identitete, ki nam jo na vso moč jemljajo ta družbena omrežja in vse drugo. Današnji praznik služi kot opomnik na pomen literature, umetnosti in svobode izražanja, ter nas navdihuje, da razmislimo vsak posebej, ti in jaz, o vseh naših skupnih vrednotah v družbi, ki jo želimo zgraditi. Sploh ne veste, kakšno moč imamo. Veliko. In iskrena hvala za vso vašo podporo, za finančno pomoč, vaš članov, ki je ključnega pomena, da smo še tukaj, da se gledamo, da lahko to pripravimo, kajti brez vaše podpore in vašega suporta, vaše pomoči, vaše dobre volje, tega ne bi bilo. Tudi brez vaše prisotnosti. Tukaj jaz v zaslon nima smisla, da govorim, če vas ni. Ne? Tako da prispevki, ki jih date, zagotavljajo, da lahko organiziramo take dogodke, tudi delavnice izven, ki jih nihče ne vidi, pa se dogajajo, kulturne programe, ki krepijo naše poslanstvo in spodbujajo ozaveščenost vseh nas o pomenu naših kulturnih in etičnih stališč. Toda zadnje čase ta podpora res malo usiha, moram priznati, čeprav naš program narašča. Toda hvala vsem vam, vsakemu posebej, ki z nami skupaj vztrajate in še vedno prispevate. Gremo na kratek pregled. Naše poslanstvo se osredotoča, smo rekli, na negovanje kulturnega spoštovanja in obravnavanje etičnih posledic nastajajočih tehnologij. Večkrat ste mi slišali reči, da je to etični zakon, potem nacionalni svet za etiko digitalizacije, digitalno etiko. Tega vse danes manjka, danes je samo digitalizacija, trženje s podatki brez morale, brez etike. Pa še uspe jim, če nas na finto dajo, se še smejejo. In društvo Belis je ustanovljeno od vsega začetka, prav z namenom svojega soprogo kot ustanovitelja in z našim tretjim članom naredili za spodbujanje skupnosti, ki se posveča najprej presečišču kulture in etike. Se pravi, kultura, ki je ključna, in etika. A veste, kaj etika pomeni? Etika pomeni spoštovanje zunanjih pravil. Etika pomeni spoštovanje zakonov, pomeni, če se midva nekaj dogovoriva, spoštovanje pogodb, dogovorov, vsega, kar se zmeniš, da se tega držiš. Morala je pa notranji nagib, notranji vzgib, ki pa drži, ali si moralen in se držiš etike, ali si pa nemoralen, pa tudi etiko kršiš. Je pa notranji vzgib. Morala je pa čist duhovno, duševno stanje vsakega posameznika, vsakega posebej. Ne? Člani društva Belis, spoštovani, vsi, ki smo zbrani nocoj tukaj, pa igramo vsak posebej ključno vlogo pri oblikovanju naših pobud, našega dela, našega priznavanja in sobivanja. In tvoja aktivna udeležba, ki si nocoj z nami, pa ki ste prišli, srčna hvala. Res srčna hvala in ta podpora je bistvena. Kot živ organizem dihamo in kot živ organizem delujemo in jaz vas bom z vsem svojim srcem in znanjem, ki ga imam, te duševne etike, duhovne etike naučil, povedal, kaj se dela narobe. Dela se pa narobe zelo veliko, zelo subtilno in kar masovno. Sploh se, zdaj se jaz šele malo zavedam, ampak vi se pa sploh ne zavedate, kaj se dogaja. Mogoče tako neki, ne? Ampak ko človek začne govoriti, poglabljati, reče se, to ne more biti res. Ampak je res. In skupaj smo, gledajte, če se tako pomenimo, nerazdružljiva sila, ki poganja pozitivne spremembe. To je za prvo točko. Pri drugi točki bomo obdelovali Franceta Prešerna, ki je bil v tistem času, kot ga danes gledamo, če ga gledamo z današnjimi očmi, dejansko umetnik in inovator. Velik umetnik in velik inovator. Tako kot tukaj piše, on je imel genialno, France Prešeren je imel genialno jezikovno virtuoznost in tega genija zaznamujejo izjemne spretnosti, ki predstavljajo, tako kot tukaj piše, zapletene oblike in
ritme, ki povzdigujejo slovensko poezijo v sam svetovni vrh. Njegov inovativen slog bogati bralčevo izkušnjo in vabi k globokemu sodelovanju s kompleksnimi temami. Kot temelj sodobne slovenske literature je Prešernovo delo postavilo dejansko temelj slovenski literarni dediščini. Njegovi prispevki so slavljeni kot ključna točka v razvoju kulturne identitete in Prešernova poezija, prežeta s temami ljubezni, domoljubja in eksistencialnih bojev, pooseblja romantični duh. Njegova dela zbujajo globoka čustva, povezujejo osebne izkušnje s širšimi nacionalnimi težnjami, zaradi česar je njegov glas brezčasen in univerzalno povezan. In to je osnovni razlog, da mi nocoj o njem tukaj govorimo v tem duhu. Če pogledamo naprej, Prešeren predstavlja srce slovenske identitete. Ne glede na to, kot pravijo, da je malo popil, pa da je malo ženske rad, pa da je malo vulgarne pesmi pisal, hvala Bogu, iz vsega tega se je izluščilo najlepše. Kaj ti šele v bedi spoznaš lepoto življenja, ne? In jo znaš ceniti. Prešernova slavna pesem Zdravljica presega svojo literarno obliko in je postala, glejte, danes po tolikih letih državna himna Slovenije. Njene teme svobode in enotnosti odmevajo globoko v naših srcih, v naših genih, v naši duši, saj smo s to pesmijo rastli. Prikazuje bistvo slovenskega duha, slovenske duše, nas, kolikor še imamo te duše, kolikor nam je še niso izpili, kot trajni poziv k kolektivni identiteti. To se pravi k združevanju v društvih, združevanju v skupnosti ali pa kakorkoli drugače, kar se dogovorimo. Tako da Prešernov vpliv na sodobno literaturo je globok in navdihuje tudi današnje pesnike, pisatelje k raziskovanju novih tematik, novih stilov. Njegov pristop spodbuja inovativnost in raziskovanje kulturne identitete ter utira pod prihodnjim umetniškim prizadevanjem v Sloveniji in širše v svetu. V tretjo točko danes bomo izpostavili digitalne izzive. Ta tretja točka bo seveda zelo zanimiva. Digitalni izziv, kjer se z njim srečujemo na vsakem koraku. Že to, da želi ministrica za digitalno preobrazbo do leta 2026, se pravi, zdaj smo 25, a ne? Želi urediti kaj? Prizadevanja, da bi vsak od nas imel neko e-denarnico na našem osebnem telefonu, pa noter smo že rekli, kaj vse, a ne? Vse tiste plastične kartice, ki jih imate zdaj v denarnici, si predstavljate, da jih imate v mobitelu. Ja, je praktično, ampak namen, s katerim to počnejo, pa ni nič kaj prijeten in je zelo podtalen z neko obljubo zlate mašnice, pod katero se skriva kraja osebnih podatkov, nadzor in tako naprej. Ampak več o tem kasneje. Tukaj zdaj pa gre za zeleno agendo EU in avtomobilsko industrijo. Spoštovani, vsi, ki ste nocoj izbrani, povem vam, da je ta zelena agenda, ta industrija zelo, zelo hecna. Res. Vsi ljudje vidijo, da je narobe in še kar terajo. Vse propade in še kar vozijo. Kar ne priznajo si, a veste, človeku je najtežje priznati, da se moti. Da ima nekaj narobe. Ko mu vsi pokažemo, glej, avto zgori, elektrike toliko niti v Sloveniji ni, da bi vsak avto vozil, to je neumnost. Ampak hočejo nadzor, ker z električnim avtom se to da. Omejiti gibanje pa pomeni omejiti združevanje ljudi. Omejiti združevanje ljudi pomeni omejevati pogovor, širiti informacijo. Vsakega na telefon prepopati in kar mu telefon reče in vsak potem samo telefon posluša. Se še samo telefon boljmo, ne? Glejte, prehod na električna vozila postaja zdaj mainstream. V Evropi, govorimo za Evropsko unijo,
in so potencialne izgube osebne svobode strašansko velike. In zanašanje na to tehnologijo, za to novo električno mobilnost, pa lahko pripelje do vladnega nadzora, do absolutne kletke, z izgovorom vremenske spremembe. Vsi gledamo neke vremenske spremembe, v ozadju nam pa tehnologijo, pa električni avto tiščijo električno kletko z vso možno tehnologijo za nadzor. Do avta prideš, pa že vejo, da si pri avtu. S prstnim odtisom se dotakneš, že imajo tvojo biometrično zadevo. Danes sem na ministrični portal za digitalno preobrazbo poslal vse naše stvari. Zato, ker je tam napisala, da so imeli na inštitutu Jožef Štefan, kaj umetna inteligenca danes zmore. In ali veste, kaj zmore, pa 3 pikice. Ali veste, kaj lahko naredi, pa 3 pikice. In je tam so bili ljudje, ki so spraševali, kje se da pa to videti, a ne, ker so tiste 3 pikice, ker niso povedali, kaj do konca. Dejansko gre pa za inštitut Jožef Štefan, ki je pod Svetovnim gospodarskim forumom s profesorji povezan, vsi na ministrstvu nimajo pojma, kaj počnejo. Oni so vprašali inštitut Jožef Štefan in ministrstvo je reklo, da bo na inštitutu, in zdaj ljudje, ker je ministrstvo to reklo, zdaj jih zanima inštitut Jožef Štefan in kaj so oni tam govorili. In tako prihajajo skozi naše vladne organe informacije, skozi ekonomski forum, ki to načrtuje. To so strahotni triki. Glejte, vzpon digitalnega nadzora v avtomobilskem sektorju postavlja resne etične dileme, ki sem se jih jaz zastavil in ki sem jih videl. Sem že prejšnji teden nekaj o tem govoril. In mi kot kupci, uporabniki avtomobilov, zdaj moramo krmariti tukaj vmes, to spoznati, videti in se braniti. Ja, in smo naredili. Evo, to je zdaj že nova skripta. Ne vem, koliko 100 in še nekaj strani, 140 strani, ne? Smo z ekipo naredili, razmišljali, delali, se klicali, kako to. Super. Glejte, predmet stalnega spremljanja in zbiranja podatkov je trenutno najhujša stvar. In podatki so, kot boste videli nocoj, živo zlato. Največ denarja ta hip. In povsod nam jih jemljajo. V svetu, vidite, življenje v digitalni dobi so pač digitalne interakcije. Pišemo si z e-mailom, pa z raznimi aplikacijami. Že toliko je vsega, da ne moreš niti, če hočeš nekje en portal odpreti, moraš biti že krepko pameten, da vse te različne aplikacije obvladaš. A ne bilo dovolj 1 ali pa 2, pa da tisto funkcionira, pa smo lepo vsi gor, ne? Ko pa je, kakor je. Kaj bi vam rad povedal? Ljudje smo si različni, ponudbe je veliko in algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne izkušnje. Od virov družbenih medijev do odločitev o nakupu. Se pravi, vir družbenega medija pomeni, da jaz gledam v Instagram, da gledam v Facebook, da gledam v Gmail, ali pa da me poslušajo na telefon, a ne, zdaj poslušajo, povsod so mikrofoni odprti in pol jaz se usedem za računalnik, ko je konc našega srečanja in dobivam reklame o tem, kar sem govoril. Mi pošiljajo električne avte, ker so to slišali. Ne? Mi pošiljajo marsikaj. Ko so zanimive stvari. In koncept tega digitalnega suženjstva se pojavlja z naraščajočem odvisnosti od tehnologije. To se pravi, mi smo vedno bolj odvisni od tega, ker je družba tako naravnana. Prav, stvari so dobre, lahko jih uporabimo za dobro, lahko jih uporabimo pravilno, da se pa seveda to tudi zlorabiti, zelo rabiti, zlorabiti v napačnem pomenu besede. Ne? In gre za krajo podatkov. Ti misliš, da je to vse zastonj in dlek si na telefonu, več ljudi okoli služi s tvojim časom. To vodi v erozijo, razkroj individualnih svoboščin in nas postavlja, nas kot klijente, uporabnike ali pa kakorkoli že, v vlogo subjekta, katerega pravice so zasenčene s korporativnimi in vladnimi interesi. To veste, kar se dogaja zdaj, bi vam želel pokazati, kako forsirajo električne avtomobile na račun razkroja celotne Evropske unije. To, kar boste videli sedaj, je staro 3 dni.
3 dni. Poslano je pa tako čez en kanal, ki ga dobivam pod roko. Zaradi tega, ker skrivajo ta dejstva, jasno. Jaz sem potem seveda to prevedel, objavil že tudi ogromen ogledov, ker se nisem mogel premagati, da sem dal takoj ven, ampak zdaj bom z vami podelil ta video, ta film in prosim, da si ga pogledamo skupaj. One of Europe's most emblematic industries, known for innovation, tradition, and economic prosperity, is now at a crossroads, facing unprecedented challenges that threaten its very foundation. The landscape of European car manufacturing is undergoing a dramatic transformation. Recent announcements from car giants have sent shockwaves through EU countries renowned for their automotive prowess. Ford has made the tough decision to slash a significant portion of its European workforce, about 14% of all jobs, primarily in Germany and the UK. Audi, a symbol of German engineering excellence, will shut down its Brussels factory by February 2025, a stark indicator of broader industry trends. Stellantis, facing a 40% drop in market value, saw its CEO Carlos Tavares resign in late 2024. How did all this come to pass? Of all the car manufacturers in Europe, most of them, the majority of them, are operating at only 33% capacity, which is a complete disaster if you think about how to make a profit out of these things if you're building cars. You're paying 500k, 750k just to keep the lights on, and we're talking like a week here. You need to be manufacturing all the time at a high volume, at a high scale, and it just isn't happening. And we've seen closures of factories here in Brussels. They closed the Audi factory. It's not the first, it's not the last. The car industry's woes aren't just market-driven. The European Union's stringent regulations are adding to the strain. Many believe that the European Union's decarbonisation strategy, especially the policy shift in 2016, has driven the bloc's industries to the edge, particularly the car industry. We choose a strategy which is to ban and ban nuclear energy. So if you continue with this strategy, so it's why I say that it's organized. The decision was that we want to ban nuclear energy, not in all countries, but the more influential country and the European Commission want to ban nuclear energy, but everybody try to say we will replace fossil fuel with renewable energy. So it's a policy, it's a decision. So everything is organized around that. It's not by case. It's the organization of the EU that want to kill fossil fuel in Europe. The European Commission's push for electric vehicles to meet green targets has badly affected EU car manufacturers who have traditionally made combustion engines. Under new EU regulations starting in 2025, manufacturers must reduce average emissions of new cars by 15% compared to 2021 levels or face penalties. This is the first step towards net zero emissions by 2035
effectively banning the sale of petrol and diesel cars. Local and national regulations have added another layer of problems. The transition is being compelled by European Union and domestic regulations, moving away from internal combustion engines, which has been the core competency of the European car makers, especially in Germany, for decades now. Many cities like Brussels have become low emission zones, meaning they gradually ban the circulation of polluting vehicles. Such rules can have dire consequences. Les gens ne savent pas quoi acheter à cause de Bruxelles avec le LES. Ils ne savent pas s'ils doivent acheter diesel, essence, hybride ou électrique. Donc oui, maintenant, on vend moins qu'avant le Covid. Bah, ici en 2024, on a vendu déjà plus que 2023. Mais on va chercher d'autres marchés comme l'exportation ou quoi. Parce qu'on doit vivre et voilà. Donc les Euro 5 diesel sont finis, mais les essences peuvent. Les gens ne savent pas. Et même quand on va sur le site du LES, c'est contradictoire par rapport à la région de Bruxelles, par rapport au LES. Donc il y a des trucs où les gens ne savent pas quoi acheter. Et les normes Euro, il y a Euro 6D, 6D Temp. Enfin, les gens sont perdus. Une vente sur deux, je vais expliquer aux gens jusque quand ils peuvent rouler en montrant les papiers et tout ça. J'ai un tableau tellement c'est compliqué. One of the main problems is the lack of infrastructure to support the technological revolution that the European bureaucracy has proposed. There's no country now that possesses the infrastructure needed for the total electrification of the car industry. And as a matter of fact, if everyone started driving EVs tomorrow, it would crash the electrical network. And as you also know, Europe has a problem now with high energy costs. So the more electrification, the more that you have to have that infrastructure, the more demand you have. And unfortunately, the variable supply provided by renewables is not suitable for mass electrification. You have to have reliable baseload energy, which means either gas or nuclear. So you're caught. If you want to make the full transition, it's going to make it that much more difficult to electrify your car industry. The German car industry, the heart of European automotive manufacturing, is facing a potential loss of 1 in 4 jobs in the next decade. The mood is increasingly bleak. An dem plastischen Beispiel will ich Ihnen festmachen, wenn Sie einen Antriebsstrang von einem Verbrennerfahrzeug mit dem eines Elektrofahrzeuges vergleichen, da sehen Sie schon, dass Sie für den Elektromotor viel weniger Teile brauchen. Weniger Teile bedeutet weniger Zulieferindustrie. Weniger Zulieferindustrie bedeutet weniger Maschinenbau. Ja, also die Maschinen, die hergestellt werden, um diese Teile herzustellen. Also das ist völlig wahrscheinlich zu wenig berücksichtigt worden, dass eben diese Klimapolitik, diese Förderung von Elektromobilität auch ein Problem ist, nicht nur für die Automobilindustrie an sich, sondern für viele, viele daran angeschlossene Industrien. Und das ist eigentlich aktuell unser Hauptproblem, dass wir dort auf dem falschen Weg sind. Und ich hoffe, dass doch die Vernunft einzieht in Europa, in Deutschland, dass wir dem Verbrenner, was ja derzeit beendet wird, 2035 offiziell, dass das doch zurückgenommen wird. Und also ich bin ganz klar für eine Weiterentwicklung, Technologie offen im Verbrennerbereich, weil die Autoindustrie ist nicht nur in Deutschland, aber auch besonders in Deutschland eine Schlüsselindustrie. On the ground, panic is palpable. EU electric car sales are down, notably in Germany. EV registrations in the EU dropped by 43.9% in August 2024, driven by declines in both Germany and France. Électrique, ça se vend pas du tout. Donc le marché électrique, je crois que c'est 3%. Donc déjà en neuf et en occasion. Donc c'est principalement des sociétés qui achètent l'électrique.
Et le diesel, c'est encore pour les gens en dehors de Bruxelles qui roulent pas mal. Les gens de Bruxelles, ils achètent de l'essence. Et pourquoi vous pensez qu'ils n'achètent pas d'électrique, de voitures électriques? Les autonomies trop faibles. Allez, on va mettre 50 000 € dans une voiture pour faire 150-200 km. C'est pas assez. Les petites, j'en ai vendu quelques-unes, des Fiat 500 ou des choses comme ça, mais c'est des budgets à 20 000 € en occasion, donc ça se vend. Mais voilà, ça se vend. La dernière, j'ai mis 6 mois à la vendre, donc c'est pas comme si c'était facile. Et ouais, elle est restée 6 mois et on n'a pas touché quelque chose au prix. C'est juste qu'il n'y a personne qui voulait de l'électrique, quoi. You get, okay, environmental concerns are important. What about hybrids? You know, we can reduce these emissions almost 100%, 95% reduction in emissions, but that's not good enough. That's not ideologically pure enough. And so we have these mandates around electric vehicles, and you have to change these factories. In general, if you change a factory, if you adapt a factory, you need to manufacture the same model for 7, 8, 9 years in order to make a profit. But there's no consumer demand for electric vehicles. No one wants to buy these things. And what we're seeing across Europe is member states had to put subsidies on electric vehicles to create demand. These have now run out, and now there's no demand. Even forward-thinking companies such as Volvo, which had set a target of producing only electric cars by 2030, have now abandoned the goal. This reflects mostly consumer hesitance. One of the European car industry's weaknesses has been its decision to focus mainly on wealthy customers, whereas Asian manufacturers have managed to offer products for a broader range of clients. The problem, especially for German brands, is that now the mass market is already used to buying non-European cars. Again, you talk about market segmentation, and the Germans can retreat into the luxury segment. They're still going to sell cars to people to whom that appeals. But that's not the mass market. If you want to maintain employment, you have to compete more where Volkswagen, for instance, is. And that is the end of the market that is being eaten alive by their foreign competition. So in the United States, that end of the market is dominated by say Honda and Toyota and Mazda, and Volkswagen has a hard time competing with that. The Chinese, of course, view the European market as an apple to be plucked. They are firing up their export engine to solve their own internal economic problems, and invading Europe with electric cars is one way they're going to do it. So do the tariffs give the European car makers a chance to make this transition? Well, maybe, but it's fairly obvious that they're being dragged kicking and screaming into an electric vehicle future. Because they're behind, they don't know how to do it. Volkswagen has just cut a deal with Rivian just basically to get their hands on the software that makes a Rivian vehicle basically sexy to consumers. Amid these escalating challenges, European Commission President Ursula von der Leyen has realized something needs to be done. This is what she had to say. I have decided to convene a strategic dialogue on the future of the car industry in Europe. This dialogue and its follow-up will be under my leadership. We will bring together all stakeholders around the table to listen to each other and to design solutions together as this industry goes through a deep and very disruptive transition. Europe's car industry is a European pride. Millions of jobs depend on it. And together we have to make sure that the future of cars will continue to be made in Europe. Industry leaders have long warned of the growing pressures of wavering consumer demand.
J'ai vendu dernièrement une voiture qui avait 7 ans, une Tesla qui avait 7 ans. On l'a laissée 15 jours dans le showroom, elle perdait 50% de la batterie. Je veux dire, en restant à l'arrêt. Donc, ici, ouais, une voiture, celle-là récente en électrique, elle ne bouge pas la batterie. Donc oui, il faut voir l'évolution de l'électrique, ce que ça donne. Mais pour le moment, je ne pense pas que l'électrique soit le futur. The question remains, can this so-called dialogue move beyond political rhetoric and actually implement real decisions? Or is it just a symbolic gesture in response to mounting pressure to act? Is there a solution? The transitions are always very hard, and economists like to use words like redeployment of capital. What that actually means is inflicting a heck of a lot of hardship on the workers and the other people who are dependent upon the legacy system. So if you redeploy capital by, say, building new factories in Romania, that is going to hurt Germany a lot. If you embrace new technologies, that means that the machine building industry, meaning the engine building industry in Germany, is going to decline, and that is going to hurt a lot. But you can embrace the future. The European Union is still sitting on 450 million well-off consumers. That is a big market. But I think that the great export boom that has driven the German economy over the past 25 years is now ending, and that is going to hurt a lot. The Chinese market is becoming mature. The Chinese government has pretty much made it clear that loyal Chinese citizens should be driving Chinese-made cars. The American market has been mature for a while. In order to protect your market share, you've got to spend an incredible amount of money on marketing and advertising, much less grow your market. So I would say that transitioning to a market that is much more focused on those 450 million European consumers is where we're heading. The EU car manufacturing sector stands at a critical juncture. The narrative isn't just about potential collapse, but about profound transformation, resilience, and the search for a sustainable path forward. The car industry must adapt, but this means that policies need to be changed. One of the most difficult things of a human being is to recognize that you are wrong. It is a normal behavior of human being who doesn't like to admit that we make a mistake. And for the time being, the EU have not admitted that we are wrong. Until the moment we admit globally that we have made a big mistake in destroying our competitiveness, nothing will change. Nothing will change because we have so much since 2016, I returned to this date, 2016, convince everybody in the EU, including small children, that we are right in what we are doing. So it's a complete brainwash. And you know that in history, it's not the first case. Not looking too far away, we had in Europe at least two similar stories in the 20th century. That we are convinced we are right, all the others are wrong, and so the EU will continue, I'm afraid. Until the moment that we will be realizing that it is far too much and we need to stop. I think that we will stop, but probably not during this Commission time. It's too early or too difficult to pass from the Green Deal to admit that the Green Deal is a destruction. The question isn't, is the EU's car manufacturing industry collapsing, but rather, how can it evolve to confront its myriad challenges? The road ahead is uncertain, and Europe's car industry must navigate a complex web
of policy, technology, and global competition. Spoštovani, nisem tega filma dal naključno v ta session, ne glede na to, da je bil 20 minut dolg. Namreč, ko se politika vtakne v gospodarstvo, se zgodi, kar se zgodi, ne. Velik problem nastane in to bo marsikdo od vas, ki ste tukaj zbrani, veliko bolje vedel kot jaz, ki ste delali v stroki kot inženirji, ki ste delali kot, ne vem, mehankarji, ki ste delali s temi stvarmi. Ampak eno je jasno, Evropska unija preko Svetovnega gospodarskega foruma forsira električne avtomobile in ji ni mar, če uniči vse, kar je zdaj uničenega. In teh stvari, glejte, v naših medijih ne boste zaznali. Vse je lepo, vse je krasno, davčne blagajne so polne, gospod Golob se smeje, vsi smo srečni, vse je lepo. Ljudje božji, ko bo prišel pa tisti trenutek, glejte, mi se pripravljamo, ampak točno vemo, zakaj se pripravljamo. Ker električni avto oziroma elektrifikacija, pametni dom, pametno mesto, pameten avto, je avto. Tista stvar, ki ti ne bo pustil več nikamor, glede na socialne točke, glede na to, kar pripravljajo, pa na e-denarnice, se pravi na celoten ekosistem digitalizacije, ki sem ga jaz zaznal, ki sem ga vzel precej na široko, sem si rekel, tukaj je treba pa seveda člane društva zaščititi. In dobrodošli v klubu. In hvala za vašo podporo in razumevanje. In upam, da razumete celotno sliko. Ko govorimo o digitalizaciji, je avto prva stvar. A veste, koliko ljudi preživlja svoje družine z avtomobilom, se pelje v službo, pripelje hrano. Mislim, čist vsak rabi prevozno sredstvo. Jaz sem celo ugotovil tlek po Ljubljani, ko se s skirojem vozim, ko priključim mobitel na skiro, pa grejo moje podatki v Beijing. Z Bluetoothom gre noter, prek Bluetootha pride nazaj in gre nazaj, seveda, ker si prijavljen z e-mailom, tako imajo vse te podatke. S kakšno pravico grejo naši podatki preko meje? Zakaj kitajski podatki ne pridejo v Slovenijo? To je drugo vprašanje. Ali pa nemški podatki ne pridejo v Slovenijo, slovenski grejo pa v vsako avtomobilsko industrijo, grejo na Slovaško, grejo v Italijo, grejo v Francijo, povsod, kjer se avto, grejo v Nemčijo, ne vem kam se, ne? Na Švedsko, ja? In nas preprosto ni več. In drugi upravljajo v bistvu z nami. Zato, ker upravljajo z našim obnašanjem, s ponudbo, z vsem, mi sploh nismo več samo svoji. In tukaj je treba temu narediti konec. Zdaj je še čas, zaradi tega, ker električnih avtov še ni, toliko stari avtomobili bodo še 5-10 let, 15 recimo, ne? Ker ga ne boš mogel več kupiti, ali bo pa vse toliko staro, da ne bo več funkcioniral, tudi servisov več ne bo. Tako da je resen problem, ki nastaja. Mesta se gradijo, Slovenija pa sploh je tukaj zelo napredna, so ti naši politiki, so čisto odpeljani s to digitalizacijo. In vidijo samo denar, ne vidijo pa posledic, ki bodo za tem prišle, ker so zaslepljeni z evropskimi sredstvi. To govorim že 4 leta, non-stop. Sramota tistega, ki sprejema, tako kot je rekel gospod, ker so tole država da spodbudo finančno, da kupiš električen avto in zrečeš, fajn, avto stane toliko, 2 jurja sem prehranil, zakaj ga pa ne vzel? Za 2 jurja si prodal sebe, svojo familijo za vso večnost. Ko se enkrat to zgodi, ta digitalizacija v polnem, da se nimaš več kam omakniti, že zdaj se težko omakneš, ne?
Ampak, ko pride tisti trenutek, bo hudo. S predlogi častnega razsodišča društva Belis uvajamo novi društveni pravni red v Demokratični republiki Slovenije. Ponavljam, v Demokratični republiki Slovenije. Zakaj sem to rekel? To sem rekel zato, ker je v Sloveniji politična demokracija. Prvi člen, ki je povožen, ki ga nikoli ne slišite od politikov, slišite samo drugi člen. Vsi politiki preskočijo prvi člen, drugega pa ne. Rečejo, gledajte, Slovenija je pravna in socialna država, to boste vsega slišali govoriti. Pokažite mi na enega, ki bo prvi člen rekel, Slovenija je demokratična republika. Ne bo, zaradi tega, ker se grejo demokratično politiko. Razložim vam, kakšna je razlika. Demokratična politika, politična demokracija, to je Bidenova politika, kjer ti 5 ljudi vlada celo državo, ker je to njihova vizija, njihova politika, strankarska politika. Ne? Žonglirajo levi, desni, so pa v bistvu vsi eno in isto, delajo samo za svoj žep. Ko pa rečeš, Slovenija je demokratična republika, takrat pa pomeni, da je okvir ustava in temu okvirju vlada ljudstvo. Demokracija, demos, ljudstvo, republika. Ne? Public pomeni javen. Re pa pomeni nazaj k ljudem. Moč in oblast ljudem. In tega ne marajo slišati. Ponavljam, novi društveni pravni red v Demokratični republiki Slovenije. In to je ustavni stavek. In se pravično in upravičeno sklicujemo v društvu na to. Kaj pa iz tega sedaj sledi? Sedaj pa iz tega sledi ena zelo zanimiva premisa. Namreč, mi imamo v statutu društva Belis 8. poglavje, častno razsodišče. Glede na to, da v Sloveniji nobeno sodišče ne funkcionira, če pa funkcionira, funkcionira pa tako, da spet ne funkcionira oziroma funkcionira politično, po političnih strankah, kjer tudi sodnikom ni prepovedano biti v politični stranki. Vendar mora soditi po ustavi in zakonu. Naj bi, pa ni tako. In častno razsodišče, gledajte, naše društvo je društvo, ne mi zameriti društva, ki bom rekel, recimo smučarsko društvo, ribiško društvo, balinarsko društvo, to so usmerjena društva, kvačkarsko društvo. To je interes, glasbeno društvo, to je super. Ampak naše društvo ni nič od tega. Naše društvo je društvo za vsakega državljana, za vsakega, ki pride, vsak lahko tudi gre. Ben problem. Ampak je društvo, kjer je interes zaščititi človeka tako, da bo s svojim življenjem lahko nekaj naredil in da bo zadovoljen, če bo lahko. Prepreke so pa enormne. In se res trudimo, da bi naredili najboljše. In kaj je tukaj častno razsodišče? Ugotovimo, da imamo v statutu sodišče. In veste, če je sodišče na podlagi ustave, ker statut je na podlagi zakona in ustave, in to je naša ustava, in je skladna z ustavo, imamo mi svoje sodišče, svoje odločbe in smo zdaj naredili sodni red. To je to, o čem bom nocoj še posebej govoril. Sodni red, ki želim, da ga prelistate vsaj, link ste dobili. Prosim, če ga niste dobili, je na Facebooku, je na Telegramu, če ne me pokličite, vam bom poslal, prelistajte in preberite, kaj tukaj notri piše in predvsem na koncu prijavni formular in pa potrditev. Če se boste na občnem zboru 1. marca, upam, da nam uspe to vse speljati, 1. marca bomo imeli občni zbor, pregled za nazaj, pa potrditev vseh teh stvari, tako da bomo šli, veste kako, kot v državnem zboru, ko grejo po tekočem traku. Ok, sodni red, ima kdo kaj proti? Nima. En mesec časa vam zdaj naprej dajem za vse stvari pripravljene in za aneks, prav za statutu, potem za sodni red, potem nacionalni neodvisni strokovni svet, NSDE, neodvisni strokovni svet, in sodni red za častno razsodišče, in pa zakon o varstvu osebnih podatkov v povezanih storitvah. Jaz sem preko 1000 strani z družbo zgeneriral skupaj
od, mislim, da 8. januarja. 10. januarja smo oddali ZUP, 1300 strani. Zdaj smo pa, se pravi, 8. februar, ravno en mesec. Ne. Delo je narejeno enormno, zelo veliko, in zato vas prosim, ker ko se toliko stvari naredi, človek mimogrede kaj spregleda, so kakšne napake, opozorite, pokličite, predlagite. Do občnega zbora se da še to spremeniti, kasneje potem, če se izkaže, se da tudi, ampak je malo težji, ker je treba eno po eno stvar spremenjati, ne? Zdaj se pa to celoten paket sprejme. Tako da bi bilo lažje. Ampak gledajte, naš novi društveni pravni red v Demokratični Republiki Sloveniji je unikatna stvar, to je prvo neodvisno sodišče v Republiki Sloveniji, odkar Slovenija obstaja. Izven sistema. Naše društvo dela v drugi samoupravi. Ne dela v lokalni, ne v državni, v drugi samoupravi. In to je ustavna kategorija, ki je nihče ne izkorišča. Če jo pa izkoriščajo, so pa tiho, ampak to so spet povezani z državo. Prav povezani finančno ali pa mafijsko, recimo. Ne? Naše društvo ne. Mi smo državljani, navadni ljudje, ampak razumemo pravo. In ustanovitev Nacionalnega sveta za digitalno etiko, NSDE, to bo 5 članov, ki bo držalo roko nad zakonom. Ta zakon je pa povezan z zakonom o varstvu osebnih podatkov, ki je kar nekaj splošen. Predstavljajte si, da naredijo zakon zato, da nas goljufajo. Potem je pa GDPR, General Data Protection, splošni zakon za varovanje osebnih podatkov, ki je iz Evropske unije narejen tako, da si ga lahko vsaka država malo prilagodi. Je pa spet tako splošen, da ni natančno definirano, kaj je kršitev. Ko mi rečemo na RTV Slovenija, da nismo dali recimo privoljenja za naše osebne podatke po ustavi, in je to poslal Elektro, distributer, naše podatke na RTV, ki jih je ki nas ni vprašal, v ustavi piše. Potem je 6. člen GDPR piše, v zakonu o varovanju osebnih podatkov 2, ki je zdaj zakon od lanskega leta, piše. Ampak IP, informacijski pooblaščenec, reče ne, to je v skladu z zakonom. Ampak s katerim? Z nekim zakonom, s katerim rečejo, da moramo državljani RTV plačevati. In na električni priključek. In noben nas ni vprašal. Ta zakon je protiustaven. Ampak ker gre tukaj zdaj za en blazno velik preplet, je tudi ena zelo velika kršitev. Jaz sem celo pripravil formular za vprašanje, ki, če bo to sprejeto, ga bo RTV dobil. In na podlagi tega bo dobil tudi globo. Ker sodišče naše ima zdaj pravico globo pošiljati. Če ne bodo plačali, gre pa direktno v Evropsko unijo, zato ker ustavno sodišče pa naša sodišča tle v drugo samoupravo ne morejo. Predstavljajte si, da se nekdo pritoži, da je zakon protiustaven. Od države, katerikoli zakon. Pač en člen protiustaven in krši to in to in to. Pri našem društvu je to nemogoče narediti, zaradi tega, ker smo direktno na podlagi ustave. In ne more sodišče, ustavno sodišče o ustavi odločati. Lahko odloča o zakonu, če je v skladu z ustavi, ne more pa o ustavi, če je ustava sama sebi skladna. Lahko, seveda se potem državne ustanove, ki jih bomo fajn odsolali, pritožijo edino na ESČP. Tukaj bo pa problem zaradi tega, ker so vse ustanove pravne osebe. Pravna oseba pa nima človekovih pravic. Zdaj pa vi meni povejte, kako se bo recimo policijska postaja DOO ali pa ministrstvo DOO za digitalno preobrazbo pretožilo za človekove pravice, ki jih nima. Ker je pravna oseba mrtva. Edino uradnik se lahko pritoži. Uradnik je pa spet v službi državni upravi, ki je to izvajala. Ko ugotovimo kršitev, bomo tudi tako narekovali in delovali. Tako da se odpirajo strahotne stvari in če se kdo vidi od vas, ki nas zdaj spremljate, ali v živo na družbenih omrežjih, ki imamo priklopne,
ali tukaj na Zoomu, ali tukaj, ali pa če poznate koga, ki bi ga to zanimalo, naj se nam pridruži, da naredimo dobro ekipo, ker bo strah in trepet. Jaz sem obvestil za to zadevo, samo da vam povem, ministra za javno upravo, sem mu napisal pismo. Obvestil sem o tej zadevi varstva podatkov o povezanih storitvah so evropsko avtomobilsko industrijo. Vsi naslovi niso šli skozi, mislim, da so se 3 ali 4 naslovi vrnili, da serverji ne delajo, niso dostopni, ampak zdaj mi je jasno, zakaj, zaradi tega, ker vsa industrija pada. Ni mi bilo jasno, da takšna industrija, kot je avtoindustrija, da ne more maila dobiti, pa ga ne more zaradi tega, ker delajo s 33% močjo in sploh ne morejo funkcionirati pravilno. Ne? Sami veste, koliko smo mi imeli težav s komunikacijo in jih še danes imamo, pa nismo industrija, smo samo društvo, ampak že nam tako nagajajo. Ne? Ok, veste, s temi avtomobili je problem pri etiki podatkov, tako kot tukaj vidite. Etika podatkov in družba, vidite lepo gor napisan na zaslonu. In tukaj, ustanovitev Nacionalnega sveta za digitalno etiko bo zagotovila in je že okvir narejen. Samo morate ga malo prebrati, vzemite si malo čas za kakšno večerno branje, malo si zapišite, kaj vam ni všeč, kakšna napakca, prosim, mi sporočite. Ker jaz imam še dosti drugih stvari, ampak to se da odpraviti in pripraviti lepo, še zdaj je še dovolj časa. Glejte, nadzor goljufivih digitalnih praks moramo prekiniti zdaj. Tako kot smo rekli, ne bom se cepil, ne bom dal maske, tudi ne bom dal e-denarnice na moj telefon. Zakaj? Ker je moj telefon. Če hoče država, da imam e-denarnico, pa da mi vse posod sledi, naj kupi telefon, pa ga bom jaz takrat uporabljal za tisto, kolikor ga bom uporabljal. Ne? Ampak 2 milijona telefonov naj kupi, pa 2 milijona naročnin naj plačujejo. To druga me ne zanima. Na moj telefon, ki ga jaz plačam, ki ga jaz kupim, v moj avto, ki ga jaz plačam, pa ne vem, kam grejo podatki, pa veste, koliko podatkov, koliko senzorjev, koliko vsega. Pralni stroj mi pravi zadnjič eden, sem kupil pralni stroj, sem ga mogel priključiti na internet, potem sem se mogel prijaviti z e-mailom in pol sem šel meriti čez en čas podatke. Ko se ne morem verjeti, koliko podatkov je šlo, kaj prenaša, a ima mikrofone not, ali kaj ima ta pralni stroj, da ne govorimo potem o hladilnikih, o televizorjih, mobitelih in drugih IoT, se pravi pametnih stvarih za telo, pa ure in tako naprej. Skratka. Nadzor nad temi digitalnimi praksami, uhajanju podatkov je treba narediti konc, ker imamo zakon je na naši strani, sam nam ga ne povejo. Ljudje pa to uporabljajo, ker je komod, ker je fajn, ker je lepo, ker je dober dizajn, ker je lepa slika. Vse je bolj pomembno. Pri avtu je pomembna linija, novo usnje, kako lepo diši, kako hitro gre. Kamere me not, zdaj vidim levo in desno. Ampak to je pa tudi vse, dokjer ljudje vidijo. Nič drugega ne vidijo. To je vse prevara. To je isto kot Facebook, ko se zaston priključiš, pa oni tebe tržijo, ti pa ne veš, da si tržena roba, pa da si en navaden, ne vem kaj, moneymaker za Facebook. Z razvojem tehnologije je nujno treba vzpostaviti smernice. Mi smo jih v društvu vzpostavili. Morda mi bo kdo rekel, pa ti si idealist, ti si preveč tako, ne? Ni res, ljudje božji, mi si bomo sami pisali sodbo, tako kot je Ivan Cankar lepo rekel. Veste, to, kar jaz govorim nocoj, na praznik, svobode govora, pesmi, poezije, kulture, na Prešernov večer, o digitalizaciji njegovih pesmi, sva se včeraj z Ivelijanom malo hecala in sva v tisti chat GTP upisala par stvari in kaj je na koncu napisal. Ja, kakšen čudovit pesnik, kako je inovativen in tam sem ga jaz v sporočilo v mail tudi pri vas napisal, podpisal, a ne? Ampak na koncu, ja, dobro, kako je pa z avtorskimi pravicami? Ne glede na to, a je himna še vaša, a so pesmi še vaše, če jih ima cel svet? Zakaj cel svet ne slavi Prešerna, zakaj pa sam vi? In tukaj se postavlja, zakaj naši podatki ne grejo po celem svetu.
Kdo je zdaj avtor teh podatkov? A sem jaz lastnik? A me je kdo vprašal? Ni. Tle moramo narediti konec in se zaščititi. Dobro, vidite, to so stvari. In tukaj vidite, zdajle tukaj je v angleščini prevedeno 135 strani, zato ker imamo iz 31 držav člane, ki ne razumejo vsi slovensko. Zato je treba vsako stvar seveda tudi dati v angleščini, že zaradi tega, da se obvesti Evropsko unijo, da se obvesti vse ustanove. In če boste člani, ki ste vrhovno telo društva Belis, izglasovali te stvari, dajmo tole malo posloveniti, evo, to je sodni red, gledajte, častno razsodišče ali v latinščini concilium honorarum. To je zdaj nov aneks k statutu društva. To je konstituiran sodni red, kjer natančno piše, kako mora biti prijava narejena, kako funkcionira sodni red, kako se izda odločba, kdaj se izda odločba in kakšne pristojnosti. Za pristojnosti sem vam pa malo prej povedal. No in to je zdaj na novo ta knjiga, ki sem vam je prej pokazal in sem vam jo tudi poslal po mailu. In zdaj implementacija vseh teh sprememb zahteva pa seveda svoj čas, zahteva ljudi, učenje, spodbude, da ljudje pridejo in to vse vzame čas, energijo. In zato vam vsem hvala za pomoč in podporo, ker tukaj seveda stroški tečejo in je treba pač poravnati, treba živeti. In če tega ni, ne moreš tega delati, ne? Če želite, da se to uredi, vas prosimo seveda za podporo. Zagovarjanje etičnega pristopa k zakonodaji v današnji družbi pa je ključnega pomena, brez tega ni. Morali smo dati zraven etiko. Zakoni se morajo držati etičnega načela. To je tudi moja šola. Jaz sem 6 let študiral etiko in moralo. Iz moralnega prava sem naredil diplomo. 6 let sem žulil tudi rimsko pravo na teologiji. Nisem ga toliko uporabljal od začetka, ampak gledajte, ostalo mi je veliko. In zdaj, pri vsem tem, kar počnemo, sodelujemo seveda tudi z vladnimi organi. Naj vam povem, da smo v našem zakonu obvestili Skupnost občin Slovenije, Ministrstvo za javno upravo, ki pač je dolžno obvestiti, ker smo jih obvestili. Če so to naredili, so, če niso, je to njihova stvar, ampak ko bo začeli to laufati, ne bodo mogli reči, da niso bili obveščeni, ker imamo tukaj vse dokaze, da smo jih obvestili. Kaj smo obvestili? Da imajo en mesec naprej možnost dati pripombe na zakon, ker ko bo ta zakon sprejet, a veste, je isto kot v državnem zboru, ko rečejo 8. ali pa 15. dan, a ne, po objavi v Uradnem listu zakon začne veljati. To je državni zakon. S tem, da ta zakon, ki smo ga mi naredili, ni zakon, ampak je samo iz zakonov vzet zakon in ni zakon. In mi želimo, da se to spoštuje in zato bomo dali na našo oglasno desko oziroma na naš uradni list društva, tako kot smo dali izstop iz WHO, je isto, kakor občina, ki je tudi skupnost, ki imajo isto statut, ki imajo isto izvršni odbor, ki imajo vse isto, veste, posod je isti princip. Ja? In objavijo v občinskem uradnem listu. Pogledaš na občino, pogledaš sklepe, pogledaš uredbe, pogledaš odloke in se jih moraš držati. To smo mi zdaj naredili uradno. In nismo vedeli, da imamo lahko te stvari, zdaj pa vemo, da jih imamo. Pa ne samo to. Po 144. členu ustave nadzira lokalne skupnosti država. 145. člen je izven državnega nadzora, v drugo samoupravo ne smejo, ker društvo nastaja direktno na podlagi ustave, medtem ko lokalno skupnost se pa ustvari in izmed sebe župana izvolijo in ta župan je pod nadzorom ljudi. Naj bi bil, pa niso več. Zdaj glih obratno delajo. Zdaj oni želijo nas nadzirati, pa nam kazni nalagati, pa na nas zakon obračati, da smo mi krivi pod zakonom. A veste, kaj je kazenski zakonik? Kazenski zakonik je delan za državne uslužbence. Zakaj? Zato, ker so delali kazniva dejanja, ker so goljufali in so rabili zakon, ker on pride v službo, je pod zakonom. Mi ljudje imamo pa zasebnost, imamo svobodo govora, imamo svoje pravice, imamo svoje svoboščine, imamo marsikaj in zato se moramo boriti. Ja? Tako da sodelovanje z vsemi temi pride v upoštev in to spoštujemo, upoštevamo, obveščamo, tudi širše znotraj Evrope, odkar smo v Evropski uniji, seveda so te zadeve širše, delujemo tudi tako.
Ok, potem 5. točka, tukaj se pa zdaj pojavi društvo Belis. Vidite, pojav društva Belis, zaščite, kar naenkrat se pojavi neko društvo, ki si omišlja, da bo pa zdaj zaščitilo svobodo posameznika. Sam veste kaj, pri naši ustanovitvi je to središče poslanstva. Odkar se poznamo, odkar smo skupaj, to počnemo. Ali počnemo kaj drugega mogoče? Počnemo kaj drugega kot to? Lahko kdo reče kaj drugega, ker naša vizija zajema predanost odkrivanju goljufij, to, kar ljudje sporočijo, in reševanju teh etičnih dilem. Skušamo rešiti, kar se da, pomagati, kar se da. Morate se pa zavedati, da nekdo, ki je 30 let v nekem sodnem sistemu in potem se nam to zgodi zadnjih 5 let, da se zelo hitro tudi učimo, ne? Ampak smo vztrajni. In z oblikovanjem zavezništev, z našim sodelovanjem in zaupanjem, s pošiljanjem odločb, odgovorov in vsem o tem, ker veste, marsikdo dobi papir od sodišča, pa ga je sram priznati, da je sploh papir dobil, ker je težka stvar, ne? Moramo izoblikovati strategije, vire, si pomagati, stati skupaj, se strokovno podkovati, da bomo znali kdaj kaj reči, se zastopati, pa tudi kam jeti, pa kaj narediti. Za skupno reševanje izzivov, ki jih prinaša ta nova digitalna etika, in da ohranimo to kulturo, kolikor jo je še ostalo. No, in če gremo naprej, čisto na kratko, samo na hitro, gledajte, mi rabimo zdaj, če se to zgodi in se to potrdi, organizirati, ker to so zdaj okvirne stvari, ki se organizacijsko potrdijo, zdaj treba potem pa seveda, ko je vlada enkrat izvoljena, pol ima ne vem koliko dni, a ne, da si recimo dobi ljudi, organizira, dobi ministra in tako. Tudi tle bo enako, a ne, če se to potrdi, potem šele bomo, nekaj ljudi že imamo, ampak dobrodošli vsak, ki bi rad prispeval v to dobro rešitev. In jaz spodbujam ta javni dialog, zelo odprto in javno, ne? In ne more nihče reči, da mi ne delamo v javnem interesu, zato ker je to ozaveščanje ključnega pomena, tako kot je tukaj zapisano, v etičnih vprašanjih in spodbujanje skupnosti omogoča različne perspektive in ustvarja sodelovalno okolje. In to sodelovalno okolje, dragi moji, je pa namenjeno ravno reševanju kolektivnih skrbi. To se pravi, če tukaj na vrh ponovimo, organizacija delavnic, svetovanje, izobraževanje, pomen javnega dialoga. Vse to imamo mi v statutu. Naj vam povem, ko sem prej govoril o častnem razsodišču, 39 vrstic je v 8. poglavju, v statutu je 39 vrstic, izdelek iz teh 39 vrstic je pa 139 strani. Da boste razumeli, kaj je statut ali kaj je ustava, kako je to splošno, ne? In zato tudi General Data Protection, pa je že tisto ogromen, ampak kaj se tle vse noter skriva, smo pa mi naredili na 250 straneh. In sem s kolegi odkril, sem rekel, pa se to ne moreš verjeti, kaj delajo z nami. Koliko drobnih stvari, ki jih niti ne bi, in so postale čisto normalne. Kaj se pa ti greš, pa se to je normalno? Ne, ni normalno. Pa začneš razmišljati, kakšno škodo ti delajo ljudje z eno drobno finto, pošlje ti odločbo o dolgotrajni oskrbi, ker so tam zakon sprejeli in ti ne razmišljaš, aha, zakon so sprejeli, na TV so povedali in ti to sprejmeš. Pa odločba poteče, vse ti poteče, ostane ti račun, ko pa rabiš dolgotrajno oskrbo, je pa ne dobiš. Ker takrat imaš pred komisijo, pol ti utrgajo, pol ti rečejo, ne, vam ne pripada, ti pa splačuješ, ne vem, od 18. do ne vem kjerega leta. Vidite, to so barbije, ne? Državne. In tega ljudje ne vidijo. Sklepne misli. Poglejte, za sklepne misli pri tem uvodu današnjem, kar ste dobili, dajmo razmišljati o prihodnosti. Jaz sem iz tega današnjega časopisa, ki sem vam ga poslal, ki je tukaj. Še vedno govorimo o tem, kar sem vam poslal. Teme se še dotaknili nismo, ker danes imamo Prešernov kulturni večer.
Da boste vedeli, moramo ohraniti kulturno dediščino. To je razmislek o prihodnosti. Če ne bomo kulture ohranili, če se bomo pustili Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, kjer že težko najdeš slovenski priimek gor, ne, potem veste, kje smo. Če ne bomo sami negovali tega. Mi ne rabimo Ministrstva za kulturo, pa da bojo oni nam pripovedovali, pa kazali predstave, pa povedali. Ne, mi smo tukaj nacija, smo ljudje, imamo svoje navade, svojo kulturo in tega nam nihče ne bo vzel. Tako kot nam ne bodo vzeli podatkov, če jih ne bomo sami želeli dati. Kulturno je, da se človeka vpraša in tudi te kulture v državi ni več. Zato je težko govoriti o kulturi politike, o kulturi digitalizacije. Kaj šele o etiki. Glejte, boj proti digitalnemu nadzoru je nujen, kot piše desno zgoraj v tistem temno rdečem okvirčku. In klic k akciji za člane danes. Torej, še enkrat, hvala za vaše prispevke, ki so neprecenljivi. Vabimo k nadaljnji angažiranosti vas, ker je to ključno, da to skupaj izpeljemo. Ko bo prišel trenutek, bomo pripravljeni, ampak samo skupaj. Jaz sam tega ne morem narediti. Vi tudi ne. Skupaj pa to lahko naredimo. Evo, to je, kar se tega tiče, in na koncu poročila piše, da bomo danes gledali film The End of Humanity as Planned by the Global Leaders. To je 40 minut dokumentarec, ki je dokumentirano pove, kaj se v svetu dogaja, tako kot smo zdaj gledali z avtomobili. In tega filma ne smete zamuditi.